Sedaj gre pa zares. Napovedujem prvo panelno diskusijo z naslovom Razvoj informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SIGRIS in njegova podpora znanosti. Moderator panela je Davor Šoštarič. Prosim. Šoštarič se je v okviru svoje zaposlitve na takratnem ministrstvu, pristojnem za znanost, s sodobnimi informacijskimi storitvami za podporo raziskovalnim procesom začel ukvarjati že v poznih 90-ih letih prejšnjega stoletja. Na IZUM-u se je kmalu vključil v izgradnjo informacijskega sistema SIGRIS. Kasneje je bil tudi 6 let direktor IZUM-a, od maja letos pa je upokojen. Z IZUM-om še vedno sodeluje pri razvojnih in raziskovalnih dejavnostih. Davor, prosim in prosim tudi tvoje kolege, so paneliste. Hvala lepa. Hvala za prijazno napoved, uvod in pomoč pri rodenju prvih ovir. Hvala za lep obisk. Pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate od daleč. Dovolite mi, da začnem z najprijetnejšo zadevo tukaj in se predstavim svoje sotrpine na tem odru. Ob meni je kolega Andrej Korošec. On je glavni IZUM-ov razvojnik spletne aplikacije, portala informacijskega sistema in nasploh kompletnega okolja ali, kot radi rečemo, ekosistema SIGRIS. Do zdaj je vodil vse večje prenove tega sistema, vključno z zadnjimi, ki pravkar poteka. Andrej. Darinka Šeško je prav tako IZUM-ovka. V zadnjih letih deluje predvsem na področju informacijskega sistema raziskovalne dejavnosti, torej SIGRIS-a, oziroma njegovega pandama v drugih državah, ki mu rečemo ECRIS. Poudarek je na bibliografijah raziskovalcev in še posebej na tistem segmentu, ki se tiče, ki ima opravka s podatki o citiranosti in o neke sorte vrednotenju. Darinka, dobrodošla. Doktorica Katja Hare je iz Javne agencije za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, torej znana pod akronimom ARIS. Nekoč smo rekli ARRS in čisto možno je, da se bom kdaj zapletel danes. Njene izkušnje so dolgoletne, predvsem pa gre za področje vodenja projektov razvoja informacijskih sistemov in od letos, ko je postala članica ARIS-a, je intenzivno vključena predvsem v nadgradnjo in prenovo njihovih informacijskih sistemov. Imeli smo predvidenega tudi četrtega gosta, in sicer je to profesor dr. Dejan Korošak iz Univerze v Mariboru. Žal so ga službene obveznosti se postavile povprek in ne more priti sem. Sva se pa dogovorila za neke sorte, daj dam, torej skupaj sva začrtala nekaj iztočnic, nekaj vprašanj in nekaj njegovih komentarjev, odgovorov, sugestij, bom poskušal vmes med pogovor vplesti. Profesor Korošak je redni profesor in prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost na Univerzi v Mariboru. Za nas je zanimiv sogovornik zaradi te dvojne vloge. Na eni strani zelo aktiven raziskovalec, mi namreč tukaj nismo, ne? In kot oseba na čelu okolja raziskovalnih procesov pri zelo velikem raziskovalnem subjektu, kot je univerza. Torej dvojna vloga, dva klebuka, bi rekli Američani, žal ga ni tukaj, bomo pa njegove misli z veseljem prenesli dalje. Glede današnjih tem, mi nismo tukaj ne gradniki politike, ne okolja, ne procesov, ne odločevalci, nismo odločevalci, smo pa duše, ki se trudijo, da stvari pripeljejo do tiste točke, ker je namen obstoja popolnoma jasen. Torej support, podpora, na prvi vrsti raziskovalcem, v drugi vrsti tistim subjektom, ki imajo vpliv na raziskovalno delo in ki morajo tudi po svojem primarnem bistvu skrbeti, da ta proces teče in je uspešen. Mi, kot rečeno, nismo odločevalci, mi nimamo čarobnih paličic, da bi rešili vse probleme. Želimo pa jih izpostaviti, želimo spodbuditi pogovor, več kot samo dialog, večstranski pogovor, ker trdno verjamemo, da samo skupaj lahko pridemo do nekih idej, ki se bodo izkristalizirale in vedno trdim, 1+1 lahko v določenih primerih več kot 2. Malo za izziv, za malo razmišljanja. SIGRIS, karkoli že to pomeni, se danes v medijih pojavlja
z malo besedo. SIKRIS. SIKRIS je rekel, SIKRIS-u piše, SIKRIS-u vidimo to in to. Kar nam seveda, po domače rečeno, zelo ustreza, smo ponosni, smo kakorkoli že malo zaverovani vase, včasih preveč mogoče. Ampak kaj pa to pomeni za raziskovalca? Ali je to mašina, ki ga prisili v hlastanje za nekimi točkami, za nekimi vrednotami, neke karierne napredovanje, klini na lestvi, ali gre za to, da bo uspel ali ne uspel na prijavi na Arisovih razpisih, ali se bo s tem dokazoval bolje ali slabše v mednarodnih okoljih. Včasih rečem, kaj mu bo pisalo na nagrobniku, ali ga zato potrebujemo ta SIKRIS. Upam, da ne. Torej, premalokrat se vprašamo, kaj raziskovalec potrebuje za svoje kakovostno delo. In tam, kjer so vreče denarja zanj, se pravi univerze, agencija, ministrstva, kakršnekoli skladi, ki financirajo raziskovalno delo, ali so postopki birokratizirani preveč, so pretogi, ali zatirajo ta spirit of movements populacije, ki naj bi načeloma izstopala iz povprečne sivine. Seveda mi odgovora tukaj ne bomo našli, si pa želim, da bi jih vsaj zastavili ali vsaj se poskusili o njih pogovarjati. In kot je že glavni moderator prej omenil, to naj bo res, prosim, razprava, debata, dialog ali multilog, no, tako v dvorani, upam, da se boste kaj oglasili, kot, kolikor vem, ekipa za odrjo spremlja odzive na spletu, vprašanja zastavljate, prosim, kar takoj. Kot rečeno, ne morem jamčiti, da bomo odgovore našli, obljubim vam pa, da bodo prišli v prava ušesa. Hvala toliko za začetek. Moja naloga je predvsem tukaj, da pač usmerjam debato, razpravo, da pazim, da ostane v mejah nekih normalnih okvirjev in da pač spodbudim kolegice in kolege, da povedo tudi morda tisto, kar niso želeli, je pa koristno in dobro. Za začetek bi začel z eno mislijo našega manjkajočega sogovornika, profesorja Korošaka, ki mi je takole zaupal na enem od naših pripravljalnih sestankov. SIKRIS je odličen informacijski sistem, ki inštitucijam znanja omogoča tako hiter pogled v trenutno stanje raziskovalnih rezultatov, izraženih v biometričnih izkazih, kot tudi podrobnejše primerjalne analize. Nudi odličen kvantitativni pogled na stanje slovenske raziskovalne krajine. Menim tudi, da je na nek način vpeljava SIKRIS-a omogočila in spodbudila slovenske raziskovalne organizacije, da so se hitreje približevale drugi po raziskovalnih rezultatih. Profesorju Korošaku se zahvaljujem za to odlično iztočnico in bi pozval morda kar naše kolege tukaj, da poskusijo kaj dodati k tej misli. Prosim, kdo bo prvi? Kolega Andrej Korošec. Ja, pozdravljeni. Mogoče bi samo nekaj dopolnil. SIKRIS, trenutno stanje SIKRIS-a je v nekem razvojnem smislu tako, da zgolj prikazuje podatke. Med drugim omogoča tudi vrednotenje raziskovalnega dela. In to so razne ocene in to bi še dopolnil, temu ocenam pravijo danes tak pogovor na SIKRIS-i, to je meni zelo všeč. Kaj ti SIKRIS-e imaš? To bi dodal, no, zdaj tako kot dodatek. Hvala, Andrej. Kolegica. Ja, jaz bi mogoče povedala par besed o tem, ker imam pač dosti stika z našimi uporabniki, tako raziskovalci kot tudi knjižničarji, ki, bom rekla, pridno, vestno sodelujejo pri obdelavi gradiva, ki ga producirajo naši raziskovalci. In tudi iz vprašanj, ki jih dobivamo, se da marsikaj zaključiti, tudi potem kakšno izboljšavo narediti. Največ vprašanj dobivamo z področja vrednotenja člankov v revijah, predvsem tistih, ki imajo faktor vpliva, to gre za ugledne znanstvene revije s faktorjem vpliva. So pa vprašanja različna, tako kot so različni tudi raziskovalci. Tisti bolj na začetku se bolj osredotočajo še s svojimi vprašanji na to, kako sploh obdelati svoje gradivo, kam se obrniti za pomoč, kako ravnati, kako postopati.
tisti bolj ugledni, že raziskovalci z daljšo kilometrino, pa seveda imajo tudi bolj kompleksna vprašanja, ki jim včasih niti mi sami nismo kos, pa rabimo mogoče za pomoč tudi kdaj povprašati kakšne knjižničarje, pa seveda OSICE, torej osrednje te informacijske centre za vsako vedo. Tako da jaz mislim, da se trudimo, no, da vsem pač, da vsi dobijo svoj odgovor in da lahko delajo dobro. Hvala lepa, kolegica. No, slišali smo zdaj dvakrat govor strani Izumovih soustvarjalcev. Kolegica doktorica Harejeva je nova v narekovajih v teh krogih, govorim izključno za ozkega sebičnega pogleda seveda, in je Arisovka. Se pravi, ne na nasprotni strani, na veliko bom na drugi strani, ampak na istem koncu palice recimo. Kakšen je vaš pogled na te stvari? Zdaj se verjetno že malo spoznali tudi z notranjosti. Ja, tako je, res je. Zdaj na Arisu načeloma zbiramo in obdelujemo podatke za aktivnosti znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti. In te podatke, tem aktivnosti, ki jih financiramo, dejansko moramo nekako prenašati v SICRIS. In SICRIS, kot vidimo mi, ni samo to. Da so pač ti podatki, metapodatki o teh aktivnostih in raziskovalcih in raziskovalnih organizacijah dejansko tudi javno objavljeni, ampak SICRIS vidimo kot neko dodano vrednost, ki jo raziskovalci in raziskovalne organizacije tudi pač še dobijo, se pravi vseh te analitike, ki jo objavljate. Tako da jaz mislim, da je to res ena dobra iztočnica, pa tudi prej ste omenili, gre za povezovanje med rečemo aplikacijami ali pa javnimi institucijami, kot je Aris pa Izum, in pozdravljam to povezovanje in upam tudi na zelo uspešno sodelovanje v prihodnosti. Hvala lepa. Kolegice, kolegi v dvorani, se že kakšno vprašanje mogoče pojavlja? Če prezgodaj za kakšne take stvari? Gremo morda na spletu že, kaj se je pojavilo? Tudi še ne? Dobro. Bomo pa mi začeli s vprašanjem. Zdaj, eni dve iztočnici vmes sem takole čisto drobno zasledil, ki se pa tiče vas tukaj, tako da pazite, ne mi zbežati. Bilo je omenjena ena kratica OSIC, ne vem, če nam je dovolj znano. OSIC pomeni osrednji specializirani računovodski center, kaj ne? In gre za eno mrežo, ki jo krili in vodi agencija, to je Aris. Je pa to v tem kontekstu, v katerem se zdaj mi pogovarjamo, torej, ko imam raziskovalca, ki pride k nekomu od vas knjižnico, vrže na svoj članek ali pa papir na mizo, reče, glej, to sem jaz naredil, naredi mi 1.1 z tega ven, in potem bo se v njegovi bibliografiji pojavila pač neka kategorizacija, klasifikacija tega dela, opis. Ampak OSIC je eden od, recimo temu, verifikatorjev, ki reče, ja, to je res tako. Kolegice in kolegi, nekaj vas poznam tukaj, ne vseh, ampak nekateri se s tem ukvarjate tudi v svojem profesionalnem življenju. Bi lahko mogoče kdo od vas se oglasil, pa kaj povedal o tem? Ne silim, bi bil zelo vesel. Če ne bo mogoče kasneje se kdo pogovoril v času, no ne povem, da teh OSIC-ev je 6, glede na to, da imamo 6 temeljnih ved in se skupaj z Arisom in z Izumom kar pošteno trudijo vsega tega. Večkrat so bile omenjene bibliografije. Bibliografije so eden od pomembnih načinov, kako se nek output raziskovalca ali raziskovalne skupine lahko prikaže. Lahko, bom rekel, ne izključno. In včasih tudi po navedbah v medijih preveč pademo pod vpliv, da to je pa tisto, kar je najbolj merodajno. Seveda ne, je pa to en kamenček v celotnem. Ampak v bibliografijah lahko govorimo o raziskovalčevem uspehu, ampak raziskovalec samo po sebi ne pomeni. Saj veste, kako je že tisto, noben človek ni otok, pa bla 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 iz 16. stoletja. Don Domen je to napisal, ampak kakorkoli že, kaj bi rekli kolegice in kolegi, kje je za javnost popolno in laično pomembno poznati del načina produkcije raziskovalca ali ekipe. Kaj bi menili?
je to, da preberem njegovo bibliografijo, pa vidim, kaj je napisal, kje je objavil, koliko pik je dobil, je to tista glavna stvar, ali me kot raziskovalca zanima tudi kaj več, kaj delajo njegovi kolegi, kaj delajo njegovi konkurenti, recimo. Ja, nekih vprašanj nismo ravno pripravili, tako da zdaj čisto iz glave govorim. Bom en primer povedal. Pred leti smo eno storitev dali v SIKRIS, čisto testno. Sploh je bilo vprašanje, ali je na mestu, ali je sploh prav, da to damo ven. Zadeva je pa bila taka, da smo naredili primerjavo teh točk, ki se izračunavajo. Takrat smo vzpostavili en sistem, da so se točke za raziskovalce, pa tudi za ostale sklope, kot so projekti, pa organizacije in raziskovalne skupine. Se pravi, smo naredili, da so se dnevno te točke izračunavale za čisto vse zapise, za vse raziskovalce, na primer. In potem, ker smo že te točke imeli izračunane, smo lahko, se pravi, vnaprej izračunane vsako noč, smo lahko naredili preprosto primerjavo med raziskovalci, recimo za posamezno vedo ali pa področje oziroma podpodročje, na primer fizika. In smo to storitev, ki smo jo dodali, je bila na tak način mišljena. Razmišljali smo takrat, recimo, stališča nekega študenta, ki išče strokovnjaka za neko področje, najboljšega v Sloveniji, da mu recimo pomaga pri pisanju diplomskega dela ali pa da gre njegovo bibliografijo gledati. In si tam lahko izbral po različnih teh bibliografskih kazalcih, si izbral recimo fiziko, pa si dobil najboljše strokovnjake iz tega področja. Zdaj, na nek način smo kot neko tekmovalnost tudi pripeljali v SIKRIS, ne. Ampak na to storitev smo tudi dali neko statistiko in potem smo konec leta pogledali in je bilo to grozljivo velika številka, ne, koliko so to ljudje gledali, klikali, koliko so se primerjali. In smo potem to kar pustili, pa še nadgradili in tudi, se pravi, bili smo presenečeni, raziskovalci zelo gledajo en drugega in zelo se primerjajo, ne. To potem niso več uporabljali študentje, da bi iskali nekega strokovnjaka, ampak raziskovalci med sabo, ne. Malo presenetljivo, očitno jim je ta storitev, mislim, nobene pripombe ni bilo na to, ne. In smo jo pustili in tudi v novi verziji smo še boljšo to storitev, mislim, smo še dopolnili in se zelo uporablja. No, hvala. Kolegice, še kakšna vaša pripomba? Ja, mogoče bi dodala samo to, ne, da ne gre tudi toliko, da se primerjajo, kdo ima več črtic, kdo ima več citatov, ne, kdo ima več upoštevanih točk in tako naprej, ne. Gre predvsem za to, da najdejo s pomočjo SIKRIS-a, s pomočjo del, javno objavljenih del, ki so jih raziskovalci in seveda tudi drugi avtorji sproducirali, da najdejo potencialne partnerje za sodelovanje. Torej za raziskovanje, za ustvarjanje še nekaj več, kar so že sami recimo odkrili in bi lahko še nadgradili. Odlična, hvala. Kolegica, to je odlična izhodična točka. Namreč večkrat pozabljamo, ne. Danes je ena od manter v globodravščini Evropske unije je marketing, ampak v smislu gospodarstva, ne. Torej, ti nisi jack, če nekaj delaš, tudi če tako dobro prodaš, važno je, ti boš dobil denar od mene, pravi veliki Bruselj, če boste vsaj trije, od tega mora biti en izrovt, recimo, ne. To je znana stvar, ki smo nekoč že v neki ranki državi slišali mi tukaj, ampak ta ideja je bila zelo prisotna. Potem se zgodi, da neka odlična skupina panično išče partnerja, samo zato, da pridejo skozi neke formalne pogoje, ne. In kolikor jaz sem Aris, ima tudi cel kup poleg teh glavnih projektnih nacionalnih programov, financiranje raziskovalnih projektov, programov, CRP-ji, če še obstajajo in podobno. Ima tudi nekaj, čemu rečejo bilateralno znanstveno sodelovanje mednarodno. In to je tudi vedno bolj pogosto in vem, da tam kolegice in kolegi iz Arisa bolj uporabljajo SIKRIS. Ne zato, ker bi naročili neke rezultate, neke analize, neke izsledke, ne za vso vsakodnevno uporabo ga rabimo, prav?
Ja, tako je, pa ne samo naše strokovne, strokovni sodelavci in sodelavke znotraj ARIS-a, ampak tudi recenzenti in ocenjevalci, ki pač pregledujejo te prijave na razpise. In tako kot ste prej omenili, se spodbuja ta interdisciplinarnost in tudi nova področja se s tem ustvarjajo. Naprimer, ki prej še niso bila niti poznana in niti na dnevih ARIS, ki smo jih imeli prejšnjem tednu, je bilo to tudi zelo izpostavljeno. Se pravi, ta interdisciplinarnost in hkrati potem tudi mednarodnost, bilaterala, kot ste rekli, in podobno, ne. Tako da ja. To me veseli, se pravi, dejansko uporaba SIKRIS-a, včasih smo malce preskromni. Ni samo to, da raziskovalec sebe oceni, da bo lahko izigraval velikega frajera, ko bo prišel prosilec za denar ali pa kandidiral kje drugje, malo tudi seveda zaradi lastne nečimbanosti, kar je samo prav, ampak tudi drugi uporabljajo za najrazličnejše namene, za katere morda niti še ne vemo. In tudi danes vprašanje, če bomo jih spoznali. Jaz vem, da sem pred leti bil izjemno presenečen, ko je neka organizacija, neka skladno podobna zadeva v Sloveniji, imela pač nek razpis za nekaj, ne za raziskovanje pacijev, za neke pač stvari, ki so hoteli imeti, ne, ampak med propozicijami tega razpisa je bilo tudi do nekateri izpisi iz SIKRIS-a, dobesedno tako, iz SIKRIS-a z malo začetnico, ne kot kratica, ne kot nič. Se pravi, so sprejeli so ga kot eno dejstvo, ki ga imamo, eno dejavno zadevo in tu približno so. No, res bi poskušal, da nismo samo mi štirje, ki govorimo, a je zdaj kakšno vprašanje iz občinstva ali tukaj, če ne tukaj, vas prosim, direktor Izuma. Ja, Andrej je prej omenil, da se raziskovalci med seboj pogovarjajo, koliko ima kdo SIKRIS-a in da mu je pri tem prijetno pri srcu. Sej meni tudi, ampak se pa včasih tudi zgodi, da omenjajo SIKRIS v malce, ampak seveda bibliografije, v malce negativni konotaciji, ko skušajo skritizirati tale kvantitativni sistem, ki ga uveljavljamo z SIKRIS-om ocenjevanja same odličnosti raziskovalca. Na zadnjih panelnih razpravah na mreži znanja je bilo na koncu vseeno ugotovljeno, da seveda kvantitativni sistem ne bo nikoli nadomestil kvalitativnega, ampak da pa bo seveda zmeraj obstajal. Zaradi svojega pomena, kadar želimo iz neke velike množice raziskovalcev izluščiti tiste, ki sploh imajo kaj bibliografije od tistih, ki je sploh nimajo. Je pa seveda tveganje v tem, da nekdo naredi recimo 100 zelo slabih člankov in na koncu je vsota njegovega SIKRIS-a enako kot koga drugega, ki je dobil Nobelovo nagrado, recimo, če drastično parafraziram. Ampak mene zanima zdaj v samih procesih na ARIS-u, ali pa, ne vem, mogoče lahko katera od diskutantk tu pove, kakšno je zdaj razmerje med kvantitativnim ocenjevanjem pa potem tistim kvalitativnim, da se zares pregleda, pa recenzenti rečejo, saj verjetno je to zelo težko povedati, pa vsaj na kak način potekajo tu procesi. Namreč za prihodnje je seveda tudi odprta znanost, napovedala, da bo našla nek svoj način ocenjevanja, ki bo pa drugačen od obstoječega in da se bodo ognili kvantitativnim kazalcem. Ampak zdi se mi, da še zmeraj nekega recepta pa nimamo. Sem to bi omenil, kolikor obstajajo tu kakšne sledi v prihodnosti, recimo, kaj se bo zgodilo. Hvala za vprašanje. No, jaz ne bi zaostroval stvari v črno-belo, zeleno-rdeče. Dejstvo je, da se lahko pogovarjamo samo o spremembi deležev med kvantifikacijo in kvalifikacijo, ampak ARIS zagotovo, ki ima velik delež teh procesov, podobnih procesov, se tega seveda zaveda in verjetno tudi iščete neke rešitve. Zaenkrat za tekoče stvari, ki tečejo, je tu pač tisto, kar je predpisano v raznih formalnih zadevah. Verjetno pa gledate tudi naprej, ne? Ja, zdaj žal ne morem direktno odgovoriti na vaše vprašanje, ker vseeno prihajam iz informatike in ne strokovne vsebinske podlage, nimam teh strokovnih vsebinskih podlag. Notranji procesi, lahko povem zgolj z vidika informatike, se sploh zdaj zaradi tega povezovanja in nadgradnje informacijskih sistemov bomo šli v optimizacijo
notranjih procesov, delovnih procesov, tako verjetno kot tudi po posameznih sektorjih, ki jih imamo na Arisu. Vedno znova, glede na strategije Arisa, razvoja Arisa naprej, vedno znova iščejo rešitve, posodobitve navzven. Se pravi, kako pristopiti k tem raziskovalcem in raziskovalnim organizacijam, in zagotovo lahko rečem, da to vaše vprašanje tudi naslavljajo. Tako da toliko z moje strani, kar se tega tiče. Ja. Pa je odgovor zadovoljiv, hvala. Imam namig, da je tudi že nekaj iz spletne vprašalnice, kako bi temu rekli. Res je, drži. Torej, Suzana sprašuje, bom prebral dobesedno. Bibliografija raziskovalcev kot del Kobiba je v teoriji krasna zadeva, v praksi pa se stvari zelo lomijo. Kaj je tisti kriterij, ki določa, kaj se lahko vnese v Kobib? Je to objava? Tu niso toliko problem znanstveni viri, ampak zahteve za vnos zaradi habilitacijskih postopkov in tako dalje. Katalogizator pravzaprav nima orodja, da zavrne nek vnos in je pogosto deležen pritiska strani raziskovalcev. Zato je v Kobibu tudi mnogo virov, ki niso nikjer dostopni, javni, preverljivi. So pa raziskovalci na podlagi njih dobili točke, napredovali. Kaj res Kobib vse prenese? Verjetno to vprašanje, kar zanima množico ljudi. Zagotovo bo morda tudi kdo usposobljenih kolegov, kolegic v dvorani lahko pomagal, ampak za začetek bi jaz izval sogovornike na odru. Kaj lahko povedo? Ja, zdaj jaz nisem katalogizatorka, da bi lahko povedala, kaj sodi in kaj ne sodi v bibliografijo nekoga. Se pa tudi pri nas, mislim, tudi mi dobivamo v našo skupino podobna vprašanja, pač, da so pritiski strani avtorjev, raziskovalcev za različne namene, tudi za razne štipendije in tako naprej, kaj vse bi radi pač imeli obdelano v svoji bibliografiji. Zdaj, katalogizacijska pravila so znana, kaj sodi v bibliografijo in kaj ne, kaj sodi v biografijo morda. Morda lahko kaj več odgovoriš, Brane, kar sam, ker si tudi z tega oddelka za katalogizacijo. Če dovolite, vem, da je med nami kolega, ki se zelo torej profesionalno ukvarja s tem, ne bi ga pomenoval. Jaz upam, da se bo javil sam in povedal, kako v bistvu rešujejo to dejansko v praksi. Bi šlo? Lahko prinesem mikrofon? Ja, to je pogosto vprašanje, ker je obdelava tudi povezana z stroški. In ker knjižnice delajo za svoje raziskovalne organizacije vse, kar jim naročijo raziskovalci, in imajo za to kapacitete, takrat lahko vse naredijo. Če jih je pa premalo, potem pa seveda na različne načine se branijo tega dela, ker pač več, kot lahko naredijo, ne morejo. Seveda je pa tu stvar, ki jo treba gledati z več vidikov. Res je, da ni vseh objav, ki so jih avtorji naredili v Kobisu. Tudi v knjižničnih katalogih ni vseh. To pomeni, da je treba upoštevati, da je Kobis združitev knjižničnega kataloga, ki zdaj ponuja gradivo, ki ga knjižnica ima, in gradivo, do katerega omogoča dostop. Potem so pa seveda objave, za katere knjižnica ne omogoča dostopa, ker za to nima denarja. Ali pa ne kupuje oziroma ne omogoča dostopa. Vendar pa vsaka objava pomaga, recimo takole. Ko nek avtor, ki išče neko informacijo, v Kobisu najde podatek o tem, da je drug raziskovalec njegovega področja imel na neki konferenci referat, lahko tega prosi, da mu posreduje svoje besedilo.
in s tem bo prišel do informacij, če to želi oziroma če to potrebuje. Seveda pa ni mogoče, da bi bilo vse vsem dostopno. Zato, ker tudi vsi vsega ne razumemo, da bi lahko karkoli prebrali. Hvala, Janez. Torej, to je bil za vse tiste 3 osebe, ki tega gospoda ne poznate, magister Janez Jug, ODKL, gospod jaz, eno vprašanje še, Davor, če dovolite. Absolutno. Vi ste enim izmed osicev. Ali ste osici avtonomni pri vašem delu ali imate nad sabo še kakšno inštitucijo, ki vas lahko povozi? Osici smo, seveda imamo nalogo, da opravljamo določene naloge, ki za ARIS. In seveda mi se odločimo o neki objavi, tako da potrdimo ali spremenimo tip dela, potem se pa lahko avtor ali avtorji, ki niso zadovoljni z našo odločitvijo, najprej nam sporočijo in nam posredujejo dodatne informacije. In mi ponovno preverimo, v prvem koraku je v večini primerov samo eden, ki je pogledal. Potem pa vsi člani nekega osica to stvar pogledamo ponovno, potrdimo svojo odločitev ali jo spremenimo. Zato, ker smo dobili od avtorjev takšne informacije, ki jih prej nismo imeli. Same publikacije to ni bilo razvidno. Če se avtor kljub temu ne strinja, potem se lahko pritoži na ARIS, tam pa pritožbo najprej obravnava Znanstveno-raziskovalni svet Vede. Ta dobi pritožbo oziroma vlogo, predlog nekega raziskovalca z utemeljitvijo, potem mora k temu osic pripraviti svoje mnenje, svoja pojasnila, potem to dvoje dobi pristojni član Znanstveno-raziskovalnega sveta za določeno stroko, recimo za sociologijo, tudi on pove svoje mnenje, potem gre to na sejo Znanstveno-raziskovalnega sveta Vede. Ta sprejme ali zavrne predlog, ampak na ta način, da pripravi predlog sklepa za znanstveni svet agencije. Ta pa potem sprejme dokončno sklep, ki ima tudi pravno veljavo na sodišču. Hvala lepa. Tako za vprašanja, kot za pojasnila, kot za predstavitev kolega. Nas čaka še kakšno vprašanje? Ali gremo naprej? Ali morda še replika ali kaj novega tukaj? Nekam tihi ste mi danes. Če ne, pa gremo naprej. Kot rečeno, večkrat dobimo vtis, da je vse skupaj eno hlastanje za nekimi točkami, ampak hkrati pa dobimo informacije, da to ne drži, da je vendarle tu več pomenov, več zanimivih posledic. Slišali smo prej že nekatere stvari, statistične informacije, kako to raziskovalci uporabljajo tudi iz tega ali onega nagiba. Jaz vem, da pred leti, ko smo predstavljali SIKRIS in se hvalili z raznimi grafi, kolegi so me oborožili z nekimi dnevnimi preseki števila iskanj, števila izpisov, kaj jaz vem kaj. In vem, da sem bil presenečen enkrat in sem prosil za ponovni preračun. Šlo je za neko statistiko po dnevih in 1. januarja nekega leta je bilo nenormalno veliko število zadetkov. Ni šlo za napako. 1. januar, torej najprej se pomoremo od Čage silvestrske, po letu se vemo Štravs pa skoki v Garmisch-Partenkirchnu, ampak ne, ogromno iskanje je bilo po SIKRIS-u 1. januarja. Torej dejansko je bila to neka resna potreba. Bi še kdo kaj povedal zdaj tukaj, glede, da gremo naprej? Ali... Ja, ker približno poznamo razlog, zakaj se to zgodi. No, mogoče pa ne, povej. No, prej sem opisal, da SIKRIS sam po sebi samo zbira podatke. Zbira podatke iz ARIS-a, jih dobi vsak dan, vsako noč.
potem pa iz Kobiba pa iz bibliografij dela te preračunave in samo prikazuje podatke. In ti bibliografski podatki, kar se tiče ocen, se po noči zračunajo. Zdaj pa tako, ko delaš bibliografsko oceno, se ta zračuna za, zdaj bom pavšalno povedal, bolj bi bila strokovnjakinja Darinka, ampak mislim, da se gleda zadnjih 10 let, upošteva se zadnjih 10, pri citatih se zadnjih 10 let, kar se pa del tiče pa zadnjih 5 let. In seveda 1. januarja se obrne, ne, eno leto manj, ne, in se eno leto, in jasno, ljudi tako zanima, še 31. so imeli eno številko, vsi bojo imeli dosti nižjo 1. januarja, ne, tisti, ki se jim je eno leto odrezalo zdaj v teh preračunih. Zato grejo vsi 1. januarja prestrašeno pogledati, kaj jim je ostalo. Ne? Ker mogoče imajo pa čez 3 meseca habilitacijski postopek in se morajo zelo, zelo pripraviti. Žal je kar kruta ta, bomo Andrej, rekli, kaj ti vsak dan lahko oporekam? raziskovalcev. Daj. Tudi raziskovalci so ljudje, ne? In imajo 1. januarja še novoletne zaobljube. Zato grejo pogledati, kaj morajo še narediti do. Super, hvala lepa. Se pravi, objavi ali bodi prekletna, to je pač stvar, ki je raziskovalce mori in tepe. Ampak ja, večkrat smo slišali, se pravi, nekako se ves čas to nesrečno vrednotenje, pa se slišijo citati, pa neko drugo vrednotenje, ne vsebinsko, ne kvalitativno, ampak res dejansko nekaj, kar lahko stroj izračuna. Kot stroj mislim stari stroj, pozabimo na tele barde nove, ampak pri teh izračunih pomagamo si, torej recimo, če govorimo zdaj o evalvaciji bivšega, nekdaj minulega dela raziskovalca ali raziskovalne skupine, torej karkoli je on objavil, oziroma še bolje rečeno, karkoli so kolegi knjižničarji vnesli v ustrezne zbirke podatke, torej beri Kobis, in potem se po nekih pravilih to pač izračuna, kar pomeni, da mora med temi podatki o tistem članku, intervjuju, o delu, o nastopu na TV-ju, karkoli, biti določeni takšni podatki, ki pač po nekih tabelah znajo preslikati neko vrednost v numerične vrednosti. Ampak, torej ta vir, ki ga katalogizatorji prilepijo zraven, je nekaj. Nekaj je seveda tudi samo delo, če je dostopno, slišali smo, da to ni vedno nujno, ampak kolegi, ki se s tem ukvarjate, kaj še jemljete, vemo, da v svetu obstajajo servisi, na katere se naročiš, plačaš izjemne vsote denarja in potem si s tem pomagaš, da rečeš, Janez je večji jack kot Peter. Lahko to, kaj povemo za mogoče, kaj so, a znamo našteti 3 take svetovne vire, kamor hodimo kukati, kamor hodimo gledati. V zvezi s tem lahko omenili pač te baze podatkov z indeksi citiranosti, od koder pač na osnovi vzpostavljanja povezav med bibliografskimi zapisi v Kobisu in teh tujih servisih, konkretno pri nas je to Web of Science in Scopus, torej vzpostavljamo med zapisi povezave in osvežujemo, prenašamo podatke po citatih. Tudi z tega naslova se kar poraja precej vprašanj uporabnikov, ker se seveda vedno zapisi avtomatsko ne uspejo upariti iz takšnih ali drugačnih razlogov. Možne so napake in v Kobisu in v teh tujih servisih, pač takrat je treba kaj popraviti, kaj povezati ročno, mogoče tudi kak knjižničar mora kdaj kakšen DOI recimo popraviti, ne, verjetno veste, da je DOI zelo pomembna identifikacijska številka nekega dela in če ta ni pravi, se seveda zapisi težje uparjajo. Ja, in potem, ko so enkrat pač ti podatki recimo pri nas, se, bom rekla, zberejo in se potem lahko v različnih pregledih prikazujejo, tako v obdobju, tako po, bom rekla, po publikacijah, po organizacijah in tako naprej. Pravi, da to tudi zunanji subjekti, ki lahko vplivajo na pač neke sorte izračun pri koščku mozaika veljavnosti nekega dela ali avtorja. To je pač dejstvo, ali je to prav ali ne, ni naša stvar, ampak Slovenija preko Arisa namenja ne male vsote denarja za to, da lahko
v Sloveniji določene inštitucije, določeni posamezniki, skoraj vsi raziskovalci, torej tako tudi ARIS, tudi ustrezne službe habilitacijske na univerzah in podobnih ustanovah pridejo do teh virov podatkov in si s tem pomagajo. Mogoče, če lahko bi še tu dodala tudi to, ne, da ne gre samo za število, koliko ima zdaj nekdo čistih citatov v zadnjih 10 letih. Ne, ti servisi so predvsem pomembni tudi zaradi tega, ker lahko avtorji, raziskovalci tudi sami z neposrednim online iskanjem v teh servisih najdejo ljudi, sodelavce, vidijo, katera njihova dela, v katerih delih so bila navajana in seveda na ta način širijo svoje znanje in možnost za raziskovanje v prihodnje. Hvala za ta dodatek, to me veseli, da je to jasno, ne, se pravi, ne gre zgolj za neko avtomatizirano štetje nekih informacij, ki ga vidiš objavljenega pač recimo na drevesu sredi vasi, ampak za dejansko tudi delček vsaj tega vsebinskega dela zraven. In prosim, dajmo te citate držati, to citatologijo držati v razumnih okvirih, da se to ne začne zlorabljati preveč, se že, pa so potem vedno znova bili instrumenti, ki to spravijo v prave tokove, pa so spet in drugače. Recimo ilustrativno, jaz sem raziskovalec, napišem nekaj bedarijo, popolnoma bedarijo, uspem pridobiti nekoga, ki bo to objavil, kolega me pa citira in me popolnoma sesuje in ima seveda še citat. A je to smiselno ali ne? Ali pa jaz citiram samega sebe in tako. Tu so instrumenti, so za korekcije, kakorkoli že. Ampak zdrava pamet je pa tista, ki največ velja in slišali smo en formalno pravni postopek, ta stopnička, ona stopnička, znanstveni svet, agencije na koncu koncev, pa seveda, na kar sem pa jaz najbolj ponosen, naša zdrava slovenska fovšija, glede na to, da je vse skupaj javno objavljeno. Jaz vem, kaj je on napisal, ne boš ti meni rekel to. To je to še vedno in takšen res regulativni princip. Zdajle, glede na to spet se moram žal opravičiti našega manjkajočega kolega, profesorja Korošaka, zato sem jaz, če bi bil tukaj, bi ga vprašal tole. Kolega, bi lahko vašim študentom, ki jih poleg vašega edukativnega poslanstva, torej profesor na univerzi, mentorirate tudi na začetkih njihove raziskovalne poti, kako bi njim predstavili pomen SICRIS-a, ampak tak, v 3 alinejah, upam, da ne kot zgolj točkovalni stroj. No, profesor Korošak se je temu seveda smejal, nasmehnil in potem odgovoril takole. Gotovo ne kot točkovalni stroj. Ravno s preomenjenimi zavezami Univerze v Mariboru kot odprte znanosti in prenovi vrednotenja raziskovalne dejavnosti želimo poudariti, da so kvantitativni podatki raziskovalne dejavnosti zelo pomembni za spremljanje smeri in obsega raziskovanja in nikakor ni cilj raziskovalnega dela maksimiranja točk. Vem, da tudi vaše nekatere fakultete imate kar one-on-one tečaj za bodoče študente okrog raziskovalnega spoznavanja tega. No in profesor Korošak je rekel takole, raziskovalci na začetku raziskovalne poti, še kot študentje, naj na SICRIS gledajo predvsem kot verodostojen vir informacij o slovenskem raziskovalnem prostoru. Uporabijo SICRIS za iskanje možnosti za nove povezave z raziskovalci na sorodnih ali komplementarnih področjih in si SICRIS-om pomagajo pri pregledu raziskovalnih projektov programskih skupin. Nikjer ni niti besedice o točkovanjih lastnega outputa. Podpiramo to. Verjetno da ja. Kolegi, ki ste na univerzah, bi kaj pripomnili k temu? Prosim, kolega UKM. Bojan Štir, UKM. Jaz bi pravzaprav dodal nekaj v zvezi z bibliografijami. Jaz bi rekel, da bibliografija raziskovalcev je en kompleksen, ampak homogen, verodostojen zbir podatkov in kot takšen bi rekel, da je izjemna komparativna konkurenčna prednost Slovenije napram drugim sistemom. Tu se ne rabimo slepiti. To mislim, da je pravzaprav vsem jasno, da je to ena takšna pridobitev, ki je izjemno pomembna. Zdaj, kar sledi iz tega, danes smo dosti slišali o SICRIS-u, na to vprašanje, ki je bilo nazadnje zastavljeno, bi jaz pravzaprav rekel s točkami ali brez, dovolj je pogledati seznam člankov. SICRIS ti pove, kdo je kdo v slovenski znanosti. To je moje osebno mnenje. Kar se pa tiče še ene zadeve, ki me pravzaprav rahlo moti, bom rekel,
Ves čas se govori o SIKRIS-u kot o kvantitativnem sistemu, se pravi sistemu kvantitativnega vrednotenja. Mene pa bi zanimalo, če bi kdo od panelistov ali pa vsi lahko kaj povedal v bistvu o skritih kvalitativnih merilih, ki pa so znotraj samega SIKRIS-a že zdaj. SIKRIS ni ena številka, ki se izračuna iz enih podatkov, ampak je to, kolikor jaz vem, precej kompleksen proces, ki se deli. Na koncu je bilo povedano, imamo 6 osicev. Zakaj imamo 6 osicev in tako naprej? Skratka, jaz mislim, da bi se dalo to morda malce poudariti, tudi ti kvalitativni elementi, ki so že vkomponirani v SIKRIS. Hvala. Hvala za pripombo, vsekakor drži. Najprej hvala za pohvalo. In potem seveda drži, mi si ne želimo zgolj točkovalne mašine in imaš prav, seveda dejstvo je, da so zadaj tudi ene druge zadeve, o katerih pa res tako mi, predvsem pa javnost, verjetno zelo, zelo premalo vem. Kaj lahko tu naredimo oziroma kaj lahko pojasnimo pri tem konkretnem? Ja, jaz sem se na 2 stvari sem se spomnil. Ena ključnih stvari, kar SIKRIS zagotavlja, je transparentnost, to si ugotovil že. In SIKRIS je eden redkih sistemov, ki omogoča pregled, bomo rekli, celega raziskovalnega dela za celotno državo. Taki sistemi so drugod ponavadi univerzitetni sistemi. Ta transparentnost se najbolj kaže pri projektih pa programih. Recimo, pri predstavitvi nekega projekta imaš celo zgodovino predstavljeno. Najprej so razpisni podatki, se pravi, zakaj je sploh projekt bil financiran, katerim pogojem je zadostil. Potem je predstavljena, bomo rekli, cel proces in na koncu še rezultati v obliki poročil, ki so v bistvu zbirke nekih bibliografij. Se pravi, ta transparentnost je en taki segment, ki bolj sodi v kvaliteto. Druga stvar je pa močna, se pravi, v ozadju, kaj ima SIKRIS za razliko od drugih sistemov, ima COBISS. In v COBISS-u niso samo podatki, bomo rekli, člankov pa tega. Jaz sem bil na eni konferenci, kjer je bilo poudarjeno, ko smo se pogovarjali, vi se greste bibliometriko, imate zelo velik poudarek na tem, ste še tam, boste prišli za nami, to so nam Danci razlagali. Tam dajo recimo bibliometriki pomen 1/3. 1/3 dajo pomen popularizaciji znanosti. To pomeni, koliko nek znanstvenik laičnemu svetu to znanost predstavi. To pomeni, to so tudi televizijski prispevki v časopisju, kaj piše, in to je tu zelo pomembno in tudi ta segment lahko COBISS pokrije. Tretji segment, ki ga pa ni niti v SIKRIS-u, niti nikjer, je v tujini, recimo na Danskem, so pa ocene študentov. In tam je bilo še tako povedano, če pri teh habilitacijskih postopkih v tujini, če je nek raziskovalec zelo dober na nekem področju ali pri pisanju člankov, ali pri se pravi popularizaciji znanosti, ali pa pri, bomo rekli, pri samih predavanjih študentov, potem mu reče, ukvarja se samo s tem, druga področja za tebe niso pomembna. Če si tu top, si tu top in konec. Kaj se habilitacije tiče, prije skozi, brez problema. Ampak so rekli tam na Danskem, tudi mi smo bili tam, ampak to so desetletja in desetletja razvoja še, vsako stopnico je treba prehoditi, ne moreš preskočiti niti ene. To je pa drugo sporočilo. Se pravi, COBISS mogoče že zagotavlja tudi to drugo tretjino, ker lahko vodiš vse te, bomo rekli, dodatne aktivnosti. Mogoče to še neka laična ocena, 50% novih zapisov v COBISS vsako leto v bazo COBIP ima šifro, se pravi, je lastnik takega zapisa za šifro raziskovalca. Tako da, bomo rekli, ta raziskovalna sfera kar močno obremeni vaše delo. Pravi, gremo stvari naprej. Imamo vprašanje?
Spoštovani kolegi v omizju, vsekakor hvala za besedo. Ravno sem prišel, bom si kar dovolil apelirati vprašanja na vas, glede na to, da vidim, da imamo zelo zanimivo diskusijo, tudi tematika je zelo zanimiva in se dotika razvoja specifičnih segmentov, ki so vsekakor pomembni za rast in pa seveda za druge makroekonomske kazalnike na področju razvoja, bom rekel, raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zdaj, vi ste nekako, bom rekli, sisteme opisali, ne? Tudi ste front sistem, pa tudi back sistem opisali, ne? Jaz razumem SIKRIS kot back sistem, COBI sistemu. Mogoče me lahko tukaj tudi popravite, ampak me z tega naslova zanima, v katero smer vidite, imate vizijo, da se bo dejansko neka platforma in pa seveda tudi ideologija in pa koncept, ki ga seveda tudi nekako poskušate, bom rekli, kontinuirano vzdrževati in pa nadgrajevati, razvijal. Ali temeljimo bolj, stremimo bolj k primarnim situacijam ali bolj sekundarnim situacijam. Tu smo imeli te dva aspekta. Prvega ste opisali, je vhod in je potem tudi transformacija, izhod je SIKRIS, če jaz prav razumem. No? In v SIKRIS-u so neki repozitoriji, v katerih so seveda tudi informacije o tem, kaj se je dejansko dogajalo, kdo je bil uspešen, kdo je bil malo manj uspešen, kje lahko določenega avtora dela najdemo. Ne? Kje je tukaj vizija? Kaj je vizija? Najlepša hvala za odgovor. Hvala lepa za vprašanje, za iztočnice. Zdaj čisto konkretno seveda ne bomo znali mi odgovoriti, ker nismo odločevalci teh stvari. Dejstvo pa je, da imate prav. Zdaj ne se ustavljati, kaj je bilo. Nekaj lahko sicer povemo, kaj je danes, predvsem pa nas vse skupaj zanima seveda tudi, kaj bo bodoče. Tu sta že vsaj dve palici, dva konca na istem koncu palice, sem prej v začetku pomenil, torej ARIS na eni strani, Zoom na drugi strani. Seveda to nista dva edina playera, igralca v tem svetu. Pomembna informacija je, da so že zdaj potekajo v ozadju neke določene ideje, napori, razmišljanja, tudi z formalizacijo, govorimo o spremembi zakona in tako naprej, ki bodo te stvari šle naprej, ampak kakorkoli že. Kje torej mi vidimo, predvsem morda ARIS, zdaj naslednje korake, pa govorimo prosim ne o 6 mesecih, ampak recimo o enem, SIKRIS je danes star 4 stoletja, pa ne, kaj se bo čez 15 zgodilo, ampak recimo v 2-3 letih, kje vi vidite razvoj? Ja, zdaj če govorim spet z informacijskega vidika, se pravi z informatike, cilj je, vemo, no, vsi bom tako rekla rajši, vemo, da imamo notranje delovne procese, da imamo tudi delovne procese navzven, ki so obrnjeni k uporabnikom, in najprej, kar moramo narediti, je ne tako iti v informatizacijo nečesa in predstavitev transparentnosti podatkov in podobno, ampak urediti te notranje procese. No, to lahko rečem za vsako organizacijo, ki obstaja. In to so veliki koraki, ki jih lahko delamo. Tudi znotraj ARIS-a se moramo malo, rečemo, digitalizirati, malo ozeleniti, če lahko tako rečem, se pravi, da ne bi imeli več toliko tega papirnega poslovanja, ker to je spet neko ozko grlo tako za nas, se pravi zaposlene na ARIS-u, kot tudi morda oziroma v zelo veliki meri tudi za raziskovalne organizacije in druge institucije oziroma deležnike, ki z nami sodelujejo. Se pravi, optimizacija delovnih procesov oziroma vseh tistih procesov, ki bi jih želeli v povezovanju tudi z financiranjem znanstveno-raziskovalne in inovacijske dejavnosti podpreti. Enako tudi s procesi v sodelovanju z IZUM-om oziroma med različnimi informacijskimi sistemi. Tudi tu imamo zelo ogromno dela. In če bomo to uspešno v prihodnosti uredili, jaz mislim, da bomo potem vsi deležniki, tako interno kot zunanji uporabniki naših sistemov in sistema SIKRIS potem dobili neko tisto dodano vrednost, da se ne bi toliko ukvarjali z procesi, ampak bolj z vsebino, kar je pač ključnega pomena. Kolegica, hvala za to razmišljanje še. Prosim, replika. Zdaj mogoče, seveda vsekakor, prej sem se pozabil predstaviti, sem Jure Lebarič, magister ekonomije, zaenkrat, mogoče še napredujem. Ja, trenutno sem zaposlen v Kulturnem centru v Mariboru, v založništvu, zanimivo založništvo moram reči, ne?
Zdaj pa se bom navezal na eno vprašanje in pa seveda diskusijo, ki jo kolegica zelo dobro načela, ne, izpostavila neke interne aktivnosti, ki so zelo pomembni za zagotavljanje, bomo rekli, empiričnosti, verodostojnosti in pa velocityja, kar se vsekakor strinjam. Ti procesi so vsekakor najbolj zapleteni ali pa ranljivi procesi, na katere moramo paziti v samem procesu, bomo rekli, reorganizacije, optimizacije in pa digitalizacije v kontekstu digitalne strategije 5.0 in seveda tudi digitalnih kompetenc 6.3, ne. To je zdaj neka nova strategija in pa seveda tudi ideja, ne. Zdaj z tega naslova bi še mogoče apeliral samo vprašanje, kako vidite IoT in pa seveda razvoj IoT-ja, Artificial Intelligence as a Service, v kontekstu raziskovalne dejavnosti. Pa mogoče vi, kolega Davor. Prosim, hvala. Okej, dobro. Se pravi, zdaj bi naj jaz odgovoril na neko strokovno informacijsko vprašanje. Lahko povem sicer, pa se pogovorijo mogoče ob kavi na prejšnjem serverju, gledajte, še enkrat, proces, ki ga Izum daje kot podporo procesom ARIS-a, je jasno začrt. Mi se lahko pogovarjamo, kaj tu storiti, kako ga izboljšati, morda tudi bodo odločevalci prišli do ideje, da ga je treba ukiniti, ne, popolnoma, upam, da seveda ne, ampak bistveno je tole, da ARIS kot eden morda največjih, verjetno največjih generatorjev potrebnih informacij in zlaganja tega dela svojo nalogo z roko v roki mi mu podpiramo, nismo na nasprotnih bregovih. To se mi zdi, da bi bila tista moja temeljna misel in čeprav to ni seveda konkretni odgovor na tako vprašanje, ker na ta nivo se zdaj ne želim spustiti, ampak bi pa zaključil z idejo. SIGRIS bodoče, da ali ne? Verjetno da, ne? No, super, smo vsi za to, tako da je, ne? In sedaj bi samo, nimamo več časa, da bi dal še vsakemu neko iztočnico. Je še v zadnjem trenutku priletelo kako vprašanje? Če ne, se zahvaljujem vam vsem skupaj, vam, ki nas spremljate nadaljavo, kolegicam in kolegom, pa seveda upam, da boste se lahko sedaj v tem social networking delu procesa lahko še kakšno stvar rekli. Hvala lepa. Hvala. Na koncu se je kar malo razživelo, ne? Vedno, prepozno, ne? Najlepša hvala, Davor Šošterič, najlepša hvala vašim panelistom. Torej sedaj sledi 20-minutni odmor, tako da se vidimo ponovno ob 10:45 in še enkrat ponovno pozivam vse, ki nas spremljate preko spleta, da se priklopite na naslednjo sejo. Hvala lepa.